okviru praznovanja občinskega praznika občine Litija je v juniju tudi letos potekal festival skupnosti. Zaznamovali sta ga dve domači jedi, žganci in štruklji. Stojnice krajevnih skupnosti in ostalih ponudnikov pa so se kar šibile od ponudbe značilne za ta osrednji del Slovenije. Začetek pa je bil posvečen svečani otvoritvi Litkovega vrta pri Litijskem vrtcu. Res je nekaj posebnega. Vsak dan, ko pridem v ta vrt, se mi zdi nekaj posebnega. Sploh zdaj, ko bojo te cvetlice začele cveteti, določene že cvetijo, določene še bojo. Ko bo to v polnem razcvetu, bo res tukaj sred Litije ena oaza cvetja. Park je velik okrog 1300 kvadratnih metrov. V parku je bilo posajenih kar 2700 trajnic, čez 50 sort različnih rastlin, avtohtonih slovenskih dreves, ogromno različnega kamenja, ogromno raznih materialov, tudi za čutno pot, potem za čmrlak, tako da je res park žari. Ja, jaz mislim, da je prišlo do ideje pravzaprav spontano, glede na to, da so mi povedali, da bojo naredili vrt, pa da bi želeli eno podobo v kamnu, da bi bil to palček, se mi je na začetku zdelo, da lahko iz tega naredimo eno umetniško pripoved. Zgodbo, ki bi bila malo več kot samo palček, ampak da bi na umetniški način lahko otroci doživljali in odrasli. Zato sem ga nekako skril v živalske motive, rastlinske motive. Nastopili so Kutijevnica, učenci glasbene šole Litija Šmartno, mažoretke, plesalke iz Indije, otroke pa je zabaval Dejan Dogaja. Danes predstavljamo štrukle različne vrste, to so pehtranovi z rozinami, potem so borovničevi, ajdovi s skuto, navadni pa dolenjski štrukli z ocvirki in s peteršiljem. Štrukelj najprej moraš imeti testo, vlečeno testo, potem pa z različnimi nadevi zaviješ, skuhaš in postrežeš. Lahko to narediš slane ali pa sladke. Jaz predstavljam krajevno skupnost Končica. To je najmanjša vasica v litijski občini. Sama sem se bavila veliko s fižolom, sem bila brezposelna, sem v najem njivo vzela in sem delala z raznim semenom, sem se ukvarjala. Tla imam zelo starodavno sorto, pancar, grill, pa veliko imenov ima provat. To ima malkir. Pa imam tukaj sivčka, to je češnovar, tudi starodavna sorta, to imam še od moje babice. No, pa tukaj imam pa enega, je pa znamenitost, Kojšca Klajbar sem mu dala ime, ker sem ga dobila od dirigenta Klajbarja Prota Seme iz njegovih koncev. In sem do tega semena prišla, pa ga zdaj predelujem, to je stročji fižol, zelo rodoviten, ga trgam enkrat na teden od julija do septembra. Kukar Klajbar, no? Prišel je do vrha, ta pa tudi pride do vrha in je poln, no? Bogat obrodi. No, mi prihajamo iz konjeniškega društva Jesenje, sedež imamo v Jesenjah, Jesenje 24, delujemo že 25 let, uradno 24, nastopamo po celi Sloveniji s konjem z oprego. Naša konjenica je tretji vikend v septembru, to bo že 23. Drugače smo pa naredili 7 konjenic dobrodelnih, Anina zvezdica, 3 smo naredili brez 0,0, brez alkohola. V glavnem smo zelo aktivni, smo blizu geometričnega središča Slovenije, Geosa. Ja, pozdravljeni, danes predstavljamo stojnico, naši ponjevci predstavljajo svoje izdelke, ki so jih uspeli ustvariti v 4 mesecih. Predstavljamo pa tudi možnost, da se zaposlijo naslednji bodoči ponjevci v naslednjih 4 mesecih od 1.9. naprej. V okviru regionalnega centra NVO smo že vrsto let tudi kot pobudniki festivala skupnosti na tem dogodku z namenom, da predstavimo svoje aktivnosti in ena izmed naših, bom rekla, najbolj odmevnih ali pa najbolj zanimivih je portal Imej se fajn, kjer so zbrane aktivnosti društev, zavodov, ustanov, to se pravi nevladnih organizacij iz vseh 4 zasavskih občin, kjer je možnost zbrati izmed vseh aktivnosti, ki jih društva ponujajo. To se pravi na enem mestu zbrane vse aktivnosti, ki jih društva ponujajo, mi kot občani pa si jih lahko zberemo, da jih pa potem tekom leta obiščemo.
Ja, jaz sem Saraja in sem neke vrste umetnica, delam poslikave obraze danes v glavnem. Tako da kdorkoli pride v krog, stari, mladi, se lahko zglasijo pri meni in dobijo kakšen luškan motiv. Evo. Lepo pozdravljeni, mi smo iz Oglarske dežele, dole pri Litiji. Ponujemo malo tele domačega kruha, domač zele, štrukle, pečen na žaru, malo za ukrepčece. To je dejansko že sam naslov pove festival skupnosti. Skupnost se poveže, sodelujejo res vse krajevne skupnosti, ki so v občini, društva, javni zavodi. Skratka, festival skupnosti res odraža eno povezovalno celoto, skupnost, občino in mislim, da z leta v leto potrjuje svoj namen. Na festivalu pa so organizatorji prvič uvedli kozarčke za večkratno uporabo. Letos je to novost, namreč hočemo pristopiti k bolj trajnostni rabi embalaže. To smo zapisali tudi v predlog odloka o ravnanju z odpadki in naša skrb je res v tem, da ne naredimo še en korak več v, se pravi, smeri čistejšega okolja in seveda trajnejšega načina življenja v naši lokalni skupnosti.